Takole, no, še lepo vas pozdravljam, kolegi in kolegica. Danes imamo priložnost, da se v okviru dogodka Noč raziskovalcev pogovarjamo o modri rasti, da v bistvu pogledamo, kako je s tem, z modro rastjo v Sloveniji, pa tudi širše v Sredozemlju, kaj se na tem področju dogaja, tudi z vidika ribištva, ki vemo, da je bilo enkrat za Slovenijo ena pomembnih panog, pa vsaj za obalni del naše države, in da tudi vidimo, kaj mora biti je še potrebno, da bi modra rast v resnici zaživela, bom rekel, sploh kot taka v Sloveniji. Dovolite mi, da samo še delim z vami ekran. Takole. Torej, Evropska noč raziskovalcev in mi smo pač izmed tistih, kjer se vključujemo v ta dogodek za našo okroglo mizo. No, jaz bi v bistvu kar začel, pa bom predal nekako, bom rekel, prvo žogico vam, dragim kolegom in kolegici, in me zanima, če bi želeli modro rast pojasniti laični skupnosti. Kako bi pravzaprav zelo enostavno povedali, kaj sploh je modra rast? Mi vemo, Evropska unija, direktive in tako naprej pišejo, govorijo o tem, ampak če bi hoteli razumeti, kaj to je, kako bi lahko to najbolj enostavno pojasnili? Kdo izmed vas bi prvi recimo zagrizel v to kost? Predajam besedo. Lahko jaz? Prosim. V bistvu modra rast je nastala kot odziv na spremembe, ki se dogajajo v svetovnih morjih in oceanih, in sicer kot odziv na pretirano izkoriščanje in hkrati tudi na odziv na podnebne spremembe in vse posledice, ki so povezane s tem. In glede na to, da imajo morja in oceani, ponujajo veliko storitev človeštvu, ki jih seveda lahko tudi ekonomsko ovrednotimo, je enostavno bilo potrebno iznajti, se pravi, nek družbeni dogovor, s katerim bi omogočili vzdržno izkoriščanje morja in oceanov. In glede definicije modre rasti imajo različne mednarodne organizacije nekoliko različne definicije. In v tem kontekstu, kot se danes pogovarjamo tukaj, kjer namenjamo pozornost ribištvu, prehrani in se pravi drugim storitvam iz morja, mislim, da je zelo blizu ta definicija, ki jo ponuja FAO in UNEP in pravi, da modra rast zagotavlja oziroma ohranja zmožnost oceanov, lagun, celinskih voda za uvedbo, se pravi, trajnostnega pristopa, se pravi trajnostne ekonomije, ki omogoča uskladitev ekonomske rasti in se pravi tudi zagotavlja prehransko varnost in hkrati ohranjanje vseh teh vodnih virov, ki sem jih naštela. In pri tem je treba biti tudi pozoren na to, da se vključi tudi vse deležnike v modro rast. Tako bi jaz razložila osnovni pojem modre rasti. Ja, torej, če sem prav povzamem, gre tukaj dejansko tako kot pri konceptu sicer trajnostnega razvoja, da se skuša, bom rekel, vsa tri polja nekako zajeti, tako ekonomsko polje, kot v bistvu družbeno in pa tudi v bistvu okoljsko. Družbeno tudi v smislu prehrane, če sem razumel, ker je pač voda, morje, pač je tudi vir hrane, pa tudi v bistvu ohraniti ta habitat naravni. Tako da, ja, mislim, da je to seveda velik izziv, pa bi šel potem kar naprej. Zdaj, če smo postavili dejansko nek koncept... Lahko še jaz Ja, prosim, isto. Komentiral. Meni se zdi ključno ena beseda, na katero je vedno potrebno pri tej definiciji opozoriti, ki tudi manjka v sami modri rasti, in sicer gre za trajnostno modro rast, ne rast kar tako, ker v bistvu
Rast kar tako smo videli, da na več področjih se ni obrestovala in mislim, da je Andreja zelo dobro to povzela, ampak mislim, da za razumevanje tega je zelo pomembno, da se v bistvu bi uporabljalo, ampak žal se ni uveljavilo, da gre za trajnostno modro rast, torej morij in oceanov. To se mi zdi zelo pomembno, velikokrat, predvsem v anglosaškem svetu so akronimi in kratice zelo pomembne, ampak tukaj v bistvu se mi zdi, da je za razumevanje izhodišča modre rasti trajnostna beseda zelo pomembna. Ja, ampak mi dovolite samo mogoče en majhen izziv, tako mogoče sicer bolj, bom rekel, slovnični, ampak v anglosaksonskem svetu govorijo o sustainable development, je tako, torej o razvoju. Mi smo prevedli, tukaj prevajamo torej seveda, ok, trajnostna, ampak modra rast, torej imamo pa besedico rast. Tisto, kar me samo zanima, tako mogoče čisto za vaše mnenje, ne? Pač rast asociiram jaz vedno z nekaj, kar se povečuje. Ampak v resnici ti habitat naravni, ne? Torej oceane, morja, karkoli že je, imaš pač v nekem omejenem vsegu, ne? Toliko jih pač je. A smo dejansko Slovenci, če se pričujem, a smo res pravilno povzeli, ko mi govorimo o modri rasti? Ne vem, če sem bil, a je modra rast res pravzaprav pravilna v tem pogledu, da pa v bistvu govorimo tam o, bomo rekel, trajnostnem razvoju, ne, če bi development uporabil. Čisto tako mogoče za vaše mnenje, no, okoli tega, no, stališče. Lahko jaz. Prosim, ja. Najlepša hvala za besedo. Torej, jaz bi tele nekoliko še razširil. Torej, govorili smo o morjih, oceanih, klimatskih spremembah. Jaz bi tele dodal še nekaj, odkot prihaja onesnaževanje. Torej, onesnaževanje ne prihaja iz samega morja in oceanov, ampak prihaja iz nekih gospodarskih dejavnosti, ali je to kmetijstvo ali kaj drugega. Torej, morja in oceani so pomemben tudi lokacijski dejavnik in številne države oziroma tudi vidimo tlele San Francisco zadaj, so dejansko velike aglomeracije so nastale prav ob morjih. In tudi potem razvita tako imenovana ekonomska geografija, ki pove, da so številna mesta pomembnejša v trgovini in gospodarstvu kot številne države. In tukaj imamo recimo primere v Evropi, torej nekaj jih je, ne vem, od Belgije, Antwerpen, potem je v Nemčiji Hamburg, pa imamo Nizozemsko, kjer so Rotterdam, Amsterdam, pa imamo ameriška mesta, ki so precej nastala ali na vzhodni ali zahodni obali, in povojni azijski razvoj, ki je prav tako bil izvozno naravnan in je prav tako temeljil v glavnem na teh obmorskih državah. Torej, začelo se nekako z Japonsko, nadaljevalo z Južno Korejo, Singapurjem, Hongkongom, Tajvanom, v novejšem času celo Tajska in Kitajska. Torej, dejansko in onesnaževanje prihaja potem dejansko, tudi vidimo tukaj pri nas, če govorimo o severnem Jadranskem morju, da precej onesnaževanja prihaja iz Patske nižine. Torej, ne prihaja iz samega Jadranskega morja, ampak prihaja iz notranjosti. Torej, na eni strani je to industrija, ki postaja vse bolj čista, bi rekel, to bi upal nekako trditi, in imamo še intenzivno kmetijstvo, ki prav tako vpliva na to. Delno tudi recimo turizem ni vse čist. Torej, imamo nekako sinergije med temi različnimi dejavniki in seveda tle je pomembno, da so vsi nekako trajnostno naravnani, ker drugače ni možno, ni nekih mej, podobno kot je pri zraku, je podobno kot pri vodi. Torej, če ena država je zelo okoljsko ozaveščena, če druge niso, torej ne more kaj dosti narediti. Lahko naredi na svojem ozemlju, ne more pa drugače. Torej, jaz bi tle malo mogoče v širši kontekst postavil, torej imamo različne dejavnosti, ki so tle pri nas, je to v Sloveniji tudi turizem, recimo zelo pomemben, imamo logistiko, torej v severnem Jadranu imamo tle dve veliki pristanišči in to je tisto, kar dejansko kroji usodo tega, kjer so pritiski različnih deležnikov in različnih interesov za isti prostor, za iste resurse, ki so na tem območju. Hvala.
če smem še jaz, bi rekel, dodati svoj pogled na to. Jaz malo, bi rekel, gledam na modro rast kot na malo širši pojem, v smislu, da gre pravzaprav za vse dejavnosti, s katerim nam morje omogoča zadovoljevanje nekih potreb ali pa želja, ki jih imamo kot človeštvo. Tudi, če pogledamo Evropsko komisijo v svojem Blue Economy reportu, oni pravzaprav postavljajo tistih 12 ali 13 sektorjev, oziroma jih celo ločujejo, kateri med temi established sektorji, nekimi tradicionalnimi sektorji, med katerimi imamo tako, bi rekel, ribištvo ali akvakulturo, kot bi rekel, izrabo teh neživih virov, kot so recimo sol in podobno, pa vse to do se pravi neke logistike, transporta in podobno. Plus vse to, kar zdaj na novo, bi rekel, nastajajo ali pa recimo se razvijajo neke nove tehnologije na nekih novih področjih, kot je recimo, ne vem, izkoriščanje energije iz oceanov in podobno. Tako da bi rekel, ta pojem modre rasti je verjetno malo širši, ali pa vsaj jaz ga tako vidim. Seveda mora biti to izkoriščanje morja za zadovoljevanje teh potreb trajnostno. In zdaj, če pogledamo, tudi ta pravzaprav koncept modre rasti je doživel v zadnjem letu neko transformacijo, ker namreč ne govorimo več o modri rasti, o blue growthu, ampak govorimo o sustainable blue economy, se pravi trajnostni modri ali pa morski ekonomiji, gospodarstvu. In se pravi zdaj, bi rekel, cel ta koncept pravzaprav zamenjal, tako kot ste prej pravilno povedali, da pač rast implicira, gremo naprej, ne glede na to, kakšne žrtve puščamo za sabo z vidika, ne vem, onesnaževanja, socialnih problemov in tako dalje, da je v bistvu Evropska komisija zdaj pravzaprav, se pravi, trajnostno modro gospodarstvo tudi opredelila kot neko orožje ali pa mehanizem za uresničevanje tega zelenega dogovora tudi v prihodnje. Tako da bi rekel, mogoče malo širše, bi rekel, hočem reči, da gledam na ta pojem modre rasti. Ja, če bi lahko še jaz ponazoril, torej v bistvu to je bistvo, Peter, kar si poudaril, je to dejansko bistvo, je tudi modro rast se seveda, bomo rekli, povezuje tudi z ribištvom, no in dejansko tukaj je Slovenija, bomo rekli, nekoliko deficitarna država v bistvu glede ribištva in ko govorimo o trajnostnih in uravnoteženih politikah, bi bil čas, da nekoliko tudi v skupnosti, v evropski skupnosti Slovenija tudi zastopa te interese priobalnega ribištva in same, bomo rekli, samooskrbe na tem področju. Konkretno se je to izkazalo v času krize, ko je upad v drugih sektorjih Jadranskega morja glede izlova bil nekoliko manjši, so nekatere v bistvu za prehrano in preživetje tudi te panoge v Sloveniji ponovno nekatere vrste rib vzcvetele. Tako da je to tudi, bomo rekli, ena od politik, ki nas še čaka, torej uravnoteženje tudi ekonomske izrabe morij, Jadranskega morja. To se je pokazalo zelo dobro na Baltskem morju, kjer nekatere države tudi ne želijo vstopiti v Evropsko unijo zaradi skupne ribiške politike. In na tem področju mislim, da bi mogla, bomo rekli, Slovenija nekoliko v bistvu svoje politike povzdigniti glas, če rečem tako. Mislim, da po 30 letih in še nekoliko manj članstva Evropske unije je čas. Na drugi strani pa v bistvu, ko govorimo o mestih, tudi na ravni Slovenije vidimo, da Koper z pristaniščem cveti, tako kot na slovenski, bomo rekli, na svetovni ravni nekatera druga mesta. In zagotovo v bistvu tudi v slovenskem kontekstu Koper ne bi bil tako ekonomsko pomembno mesto, če ne bi imel pristanišča in morja. To se velikokrat v bistvu pozablja. In če v bistvu smo, bomo rekli, pri ribištvu nekoliko deficitarni, smo pa na pristaniški dejavnosti, mislim, da na ena boljših v bistvu velesil, lahko rečemo, na kvadratni kilometer česarkoli izmerimo. In tudi tukaj nas čaka v bistvu trajnostna rast, ker ne predvidevamo, da lahko tudi
bomo rekli, Luka Koper in pristanišča in ekonomsko izrabljanje raste do nemogočih meja. In imamo, mogoče sem tukaj z dvema primeroma ponazoril, kaj pomeni uravnoteženje teh resursov. Torej, ne gre za rast, da bi mi želeli povečati svoje morje ali česar drugo, ampak gre za to, da znotraj politik modre rasti uravnotežimo v bistvu delovna mesta, ki se ustvarjajo, z upoštevanjem pač, da ne bi prekomerno izrabili neko dejavnost na račun nekaj drugega. Na ravni Jadrana pa se to v bistvu dogaja in tukaj mislim, da bo potrebno v prihodnje nekaj dobrih praks iz Baltika pripeljati tudi južneje, če tako rečem. Hvala. No, jaz bi isto kar nadaljeval s teboj, če lahko. Namreč deluješ v občini Izola, torej v naši obalni občini, ki se seveda še kako dobro zaveda pomena tega, kar govorimo kot, pa razumemo pod pojmom modre rasti. Prej je profesor Bonec lepo opozoril, da ko razmišljamo, seveda ne moremo gledati samo, čisto morje ali pa oceane, pa karkoli, pa da moramo pogledati tudi ozadje, ki vegetira na ves ta habitat. In je ravno opozoril na to, kar si že sam začel, seveda tukaj je Luka Koper, torej močen logistični center. Je pa tudi res, da obalne občine so tudi pač znane kot turistične centri. Torej, pač tam, kamor se stekajo zlasti po letnih mesecih veliko število turistov, ki se seveda potem del teh aktivnosti turističnih odvijajo tudi na morju. No, zdaj me zanima, kako torej, bom rekel, kako v Sloveniji sicer in pa tudi kako v bistvu obalne občine pravzaprav se ukvarjajo, če se sploh ukvarjajo s tem konceptom oziroma ali imamo razvit. Mislim, da nas je Roberto... Ne sliši se, ne? Ja, mislim, da se je zamrznil zaradi prenosa. No, nekaj tega sem ulovil, no, tako da bi jaz kar nadaljeval. Dejansko, ja, mislim, da tudi z našo pisarno, jaz prihajam iz pisarne podporne točke za Jadransko-jonsko makroregijo, ki domuje v Izoli in deluje kot samostojni javni zavod v lasti občine Izola. S tem prihodom smo tudi poskušali promovirati te trajnostne politike in mislim, da nam nekoliko uspeva, predvsem recimo konkreten primer je bivša obalna cesta, zdaj lahko govorimo o priobalnem pasu med Koprom in Izolo, kjer dejansko smo uspeli vrniti nekako ljudem in odmakniti od čisto ekonomskega izrabe obale za transport in ničesar drugega, smo uspeli vrniti ta del, bomo rekli, ljudem in nekaterim dejavnostim. Po drugi strani pa smo tudi v sodelovanju prav tudi z Roberto, si zmrznil, ampak sem začel jaz kar nekoliko odgovarjati. Najlepša hvala za to, ja. Ja, tako da je v bistvu smo tudi uspeli z akterji dejansko promovirati trajnostno modro rast med različnimi inštitucijami, predvsem z Nacionalnim inštitutom za biologijo, pa tudi drugimi akterji in smo tudi v aprilu 2019 skupaj uspeli izoblikovati neke prioritete modre rasti v Sloveniji, ki smo jih oblikovali v dokumentu in so tudi del, bomo rekli, pomorskega prostorskega načrta, ki je bil pred kratkim oblikovan in bi jih pač prebral. Torej, prva je zagotovo zelenitev modrih ekonomskih aktivnosti in same mobilnosti, kar je tudi kasneje Evropska unija v zelenem dogovoru zagotovila. Torej, trajnostni turizem, tukaj predvsem imamo načrte tudi obalne občine, da nekoliko ta pritisk na obalni pas
prestavimo v zaledje. To je ena izmed prednosti. Konkretno bomo rekli, tako v občini Koper promovirajo intenzivno zaledje Istre, konec koncev z marezigami in z truškami in drugimi aktivnostmi. Enako počnemo v Izoli s Kortami. Oblikovali smo arheološko najdišče in ga urbano opremili zato, da bi nekoliko preusmerili tudi v zaledje sam turistični pritisk. Potem gre za trajnostni način pridobivanja hrane. To mislim, da je v bistvu zdaj, če leta 2019 smo se mogli boriti nekako, da smo to umestili med prioritete, je COVID kriza pokazala, da je to celo bi jo mogel prebrati kot prvo morda. Potem gre za varovanje okolja v širšem smislu. To tudi danes vidimo, da že na vsak, bomo rekli, za vsako zaudarjanje ali karkoli ljudje odreagirajo in nekoč bi verjetno neka občina zamahnila z roko, danes pa v bistvu intenzivno se lotevamo iskanja virov onesnaženja, dokler jih dejansko res ne najdemo. Usposabljanje in krepitev človeških virov za razumevanje modre rasti. Vidimo, da tudi sami imamo različne poglede in je potrebno usposobiti vse institucije, da sploh razumejo v bistvu, kaj to pomeni. Da to ne, prej sem omenil Luko Koper, ampak ne v slabem smislu, v dobrem smislu, ker v nekem trenutku v bistvu na to mora razmišljati Luka Koper in mislim, da to tudi uspešno počne, kajti je ena najbolj zelenih luk, ki sem jih srečal v Sredozemlju in morda tudi širše, tako da v bistvu se te politike spreminjajo in seveda kot zadnja je v bistvu, oziroma predzadnja še priprave na klimatske spremembe in prilagoditev v bistvu realnosti, pač dvigovanju morja, spremembam v bistvu klime. Tukaj mislim, da ne vem, če rabimo še koga v bistvu prepričevati v to, mi dejansko živimo vsak dan to zadevo. In kot zadnje, tudi kot sedma, je pa upravljanje z priobalnim pasom, torej predvsem integrirano med državo in lokalnimi skupnostmi, kar mislim, da nas je Evropska komisija z tem, da smo sprejeli pomorski prostorski načrt, ki je bil ravno danes predstavljen v online obliki, bila je sicer predvidena v Pretorski palači v Kopru predstavitev v živo, ampak zaradi pač zaostrovanja razmer so se pol odločili, da je v online obliki, tako da je tudi ta dokument sprejet. Mislim, da v zadnjih letih se je naredil v tem smislu tudi napredek, nas pa zagotovo čaka za zagotavljanje te trajnosti še veliko dela, ampak vsaj smo neke temelje, mislim, da so vzpostavljeni, ki jih prej ni bilo. Super, hvala. Me samo zanima, so te aktivnosti predvsem, bom rekel, rezultat nekega zavedanja na, bom rekel, lokalni ravni, ki je potem želela, ali je to res nekako, bom rekel, ta pogled z vidika države, ki je videl, kako pomembno je to in je dejansko potem te aktivnosti nekako sprovedel tudi na nižje, na lokalno raven. Kako lahko to mogoče, kako bi ti mogoče to videl? A si videl, da to raslo od spodaj navzgor ali je to prišlo od zgoraj navzdol, je bila neka kombinacija, no? Jaz mislim, da ima tukaj velike zasluge v bistvu Evropska komisija z lansiranjem različnih iniciativ povezovanja in tudi evropska sredstva igrajo tle odločilno vlogo. Neko splošno zavedanje sicer raste, ampak tukaj bi mogoče v bistvu prosil za komentar Andreja in gospoda Štefana, v bistvu, ki nekako gledajo od odzunaj, bom rekel, to zadevo. Jaz mislim, da je bilo tukaj ključno, bom rekel, politike Evropske unije, ki so se začele zavedati, da je zeleno in tudi modro bistveno za naše preživetje. Medtem ko mislim, da na lokalni ravni in tudi nacionalni slovenski bi to nekoliko podivjalo, če ne bi imeli teh okvirov Evropske unije. No, to je moje mnenje. Hvala. No, jaz bi potem tukaj nadaljeval, bi kolega Bojnica pa kolega Soramšak mogoče malo izval, vidva sta nekako v zadnjem času poročevala, tudi mislim, da napisala monografijo, torej se ukvarjali recimo s vprašanjem ribištva, ne?
Zdaj sem razumel seveda, da ribištvo ne gre samo za tisto ribištvo, ki ga mogoče jaz dojemam, ker sem rastel na obali in zame pač ribištvo se seveda odvija na morju, a ne. Seveda je lahko ribištvo tudi kje drugje, ne. Ampak kaj se pravzaprav dogaja zdaj tudi z vidika modre, kaj se dogaja dejansko z ribištvom v Sloveniji? To je bilo enkrat pomembna panoga ali pa recimo dokaj pomembna panoga v Sloveniji. Vemo, da imamo tudi podjetje, ki so enostavno zrasla iz ribištva ven. Danes pa pač morje imamo, kolikor imamo. Rekel, v tem morju je tudi teh rib, koliko pač je. Torej, kaj je zdaj z ribištvom v Sloveniji nasploh oziroma kaj lahko od njega pričakujemo? Prosim, vajo, kdor želi. Dobro bom jaz začel, če lahko, Andreja. Torej, ribištvo se v bistvu deli na morsko in sladkovodno. Torej, ne smemo pozabiti, da Slovenija ima poleg tega, kar je na morju, tudi jezera in so reke, kjer je prav tako ribištvo in tudi športni turizem oziroma športno ribištvo. Kar se tiče morskega ribištva, ker je to bolj bilo vprašanje, je res, da se je območje zmanjšalo, da je torej območje takšno, kot je, ne, zaradi mej, ki so tule prisotne, in da je z vstopom Slovenije v Evropsko unijo prišlo tudi do vstopa Slovenije v skupno ribiško politiko, ki je prej bila že omenjena. In Slovenija je tudi dobila nekatera sredstva za prestrukturiranje ribištva. Torej, nekateri ribiči so dobili tudi za razreze in za prestrukturiranje v turizem. Torej, nekateri so šli stran od tega. Seveda možnosti so omejene. Tole, kar je prej isto omenil, bi jaz rekel, da tudi jaz kar imam precej tujcev, ki prihajajo na obalo in moram reči, da so pozitivno presenečeni nad spremembami, ki se dogajajo. Torej, da gredo stvari v pozitivni smeri, torej, da je več pozitivnih kot kaj pomanjkljivih stvari, ki se dogajajo. Torej, zmeraj, ko pride in reče, pa spet je nekaj novega, kar je boljše. Veliko takih primerov je tudi možno najti, recimo Liverpool, ki seveda Evropa oziroma Anglija ni več v Evropski uniji, ampak Albert Dock je recimo takšen primer tudi, ki je bil kot en tak vzorčen primer že davno nazaj, ki so ga prav tako obnovili z evropskimi sredstvi. Oziroma je nekaj primerov v Skandinaviji, kjer so prav tako poskušali revitalizirati neka območja, ki so bila ali onesnažena ali podobno. Torej, tle so taki vzorčni primeri, ki jih Evropska unija uporablja za take primere. In mislim, da so te stvari pozitivne. Torej, med Koprom in Ljubljano, med Koprom in Izolo, torej ta cesta, ki je bila včasih, ki je povezovala tudi Ljubljano s Portorožem, je sedaj seveda zelo prijetno sprehajališče in tudi turistična atrakcija postaja. Torej, se je popolnoma spremenilo in razbremenilo nekako tole lokalno okolje, čisto le mikrookolje in se stvari nekako premikajo v notranjo. Zdaj, tole mogoče za ribištvo je včasih bil predelava rib, ki je izginila. Torej, tole je ena taka zadeva, ki je nekako negativno vplivala tudi na sam razvoj ribištva. Torej, ne smemo pozabiti, da je predelava rib bila zelo pomembna včasih v Izoli. In tudi za zaposlitev, torej sedaj je precej aktivnosti, ki so nabavili, so sezonskega značaja. Torej manjka tisto, kar bi bilo tudi ne samo trajnostno ekološko, ampak tudi ekonomsko. Torej, da bi bile zaposlitve na neko bolj trajnostni osnovi, ne samo sezonsko. Torej, prej je bilo omenjeno, da so veliki pritiski čez poletne mesece in potem nekako razbremenitev ostale mesece. Torej, manjka neko oplemenitenje, mogoče prej je bilo omenjeno tudi Luka Koper. Recimo, če gremo gledati, jaz sem bil presenečen, ker sem pred leti precej delal na enem projektu evropskem glede trgovine v Evropski uniji, kako pomembna je Nizozemska v izvozu nekaterih proizvodov, ki jih sploh ne proizvaja. Ne. In potem, jaz sem imel tudi predstavitev v Bruslju glede tega in je jasno izpadlo, oni torej pride v Rotterdam ali Amsterdam blago in ni samo raztovorjeno, ampak je naprej v plemenitenju. Torej, oni so velik izvoznik banan, so velik izvoznik kave, torej surovine, ki pridejo, ne grejo takoj naprej v Nemčijo ali v druge države, ampak jih dejansko oplemenitijo in to je tam nekje v zaledju. Mi imamo sicer tele drogo, ki predeluje kavo, ampak za nekatere druge stvari, ki se trgujejo, pa tega dodatnega oplemenitanja ni. In to bi lahko dalo tisto, da je, ker Luka Koper posluje stalnost. Če gledamo, ladje stalno prihajajo in odhajajo dnevno, ne.
ni pa nekih dodatnih aktivnosti, ki bi to oplemenitile, ki bi nekako tudi dodatno zaposlile recimo nekdanje ribiče in podobno. Ker tlele, kar je bilo prej vprašanje, tle velikih možnosti, da bomo mi povečali morsko ribištvo, zaenkrat ni. Mogoče, če se dogovorimo s kom drugim, da nam omogočijo ribolovna območja izven slovenskih meja, drugače pa je zelo omejeno, torej je ekološko omejeno in povpraševanje po teh ribah obstaja, ampak ni možno dodatne proizvodnje bistveno razviti. Oziroma, če se bo proizvodnja razvijala nekaj sistem, kot je fonda, torej, oziroma tudi kot imajo recimo na Norveškem, torej ribiške farme, ki se s tem ukvarjajo. Ker mi pogosto mislimo, da Norvežani lovijo ribe na prostem morju, delno že, ampak večinoma tega prihaja dejansko iz ribiških farm. In podobno je v Islandiji, če greste, tam so celo nekatera naselja, sem bil, da so Poljaki praktično prevzeli, ker domačini več ne bi želeli to delati, so neke sorodne povabili tja in ti so prevzeli celotne vasi in na tem delajo. Torej, dejansko je to nekaj takega, kar se prav tako prestrukturira močno na globalni in evropski ravni. In jaz bi za več glede ribištva kar dal besedo Andreji, ki je tudi precej usmerjena v to in bo mogoče še kaj dodala. Hvala. Hvala. Ja, jaz bi se malo navezala še na razmišljanje od istoka in bi povedala, da je koncept oziroma pristop modre rasti seveda spodbudil tudi evropsko zakonodajo in omogočil tudi potem različne akcije, ukrepe in seveda okvir, v katerem pač delujemo, ne. To poudarjam še posebej zaradi tega, ker sem biologinja in je ta okvir omogočil tudi recimo nastanek morske strategije, ki se ukvarja z ohranjanjem morskega okolja, ki je izjemno pomembno seveda za razvoj ribištva. Ribištvo kot dejavnost ni najbolj prijazno do morskega okolja, tudi do celinskih voda, ne, ker pač izkorišča te naravne vire, ki pa so seveda omejeni. Če gremo pogledati v zgodovino nazaj, je že z nastankom parnih strojev smo se prvič srečali z prelovom, ne. Takrat so pač angleški ribiči bili mnogo bolj konkurenčni od ribičev, ki so pluli na jadra in seveda zelo hitro izkoristili oziroma prelovili ribolovne vire v Severnem morju, kar se je potem seveda, dobro, je prišla prva svetovna vojna, si je ribištvo nekoliko pomoglo, pa druga, in pa seveda to izkoriščanje se potem zelo nadaljevalo po drugi svetovni vojni, ko pa smo dobili tudi potem v okviru FAO eno mednarodno telo, ki je skrbelo za pridobivanje podatkov in upravljanje v ribištvu, ampak to se nanaša v glavnem na industrijski ribolov v Sredozemlju in tudi pri nas pa imamo mali ribolov, ki je izjemno pomemben in popolnoma drugačen od industrijskega ribolova. Je bolj diverzificiran, vključuje več ljudi, je tudi bolj sprejemljiv in je tudi bolj prijazen do okolja. In jaz mislim, da bi v teh razmerah, ki jih imamo sedaj, pa tudi vključno z COVID krizo, morali dati več poudarka malemu ribolovu. Tudi ta oskrbna veriga v malem ribolovu je krajša, kakor v industrijskem ribolovu, lažje jo je nadzorovati in pa seveda ponuditi tisto lokalno hrano, ne, ki je bolj trajnostna. In jaz mislim, da bi morali iskati rešitve in dobre prakse v malem ribolovu, nekaj primerov obstoja, nekaj takih dobrih praks obstoja in seveda mnogo bolj vključevati male ribiče in vse tiste, ki sodelujejo, se pravi, ki tudi sodelujejo pri predelavi v ta proces, v proces soodločanja. No, tukaj bi vaju samo nekaj vprašal. Če pogledamo, prej ste kolega Bolnic omenil fondo, na primer, pač ribogojnico. Vemo, da tudi na Hrvaškem, čeprav razpolagajo z veliko več morja kot v Sloveniji, so nekako ribogojnice ali pa te, bomo rekel, farme, na nek način nekako porastu, da je tega v bistvu vedno več. Čisto zanima vajino mnenje, a je to res korak v bolj trajnostnem izrabljanju, bi rekel, vodnih površin oziroma morja. Je to res prava pot v tej smeri
ali pravzaprav to ponovno neka vrsta, bom rekel, uzurpacije, če si dovolim tako. No, kakšno je vajino mnenje glede tega, me zanima? Štefan, prosim, mikrofon. V teh primerih gre za intenzivno pridelavo, torej gre za neke vrste industrijski način gojenja rib, torej gre za to, da je usmerjeno predvsem do potrošnika, torej želijo čim boljšo konverzijo hrane v ribe in seveda razviti to je poslovni model, ki je pač zasleduje interes, da je proizvodnja čim bolj učinkovita. Seveda so regulative, ki vplivajo tudi na to, da je okoljsko sprejemljivo, torej da premikajo, da ni tolikšne onesnaženosti, ampak to ni prosta riba, to je bistvo gojenja rib, ampak vidimo, da dejansko, jaz sem prej omenil Norveško, Islandijo, tudi tam je to precej. Torej tale izvoz, ki je izvozna naravnanost, delno je to prosto ujeto v oceanih, večinoma pa prihaja iz gojenih rib. Torej gre za farme. Ja, če to osvetlim z biološkega vidika, je dejansko akvakultura, se pravi rib, ki so zelo visoko na trofičnem nivoju, nevzdržna. In predvsem, kot pravi ribiški strokovnjak Poli, v bistvu je nevzdržno to, da uporabljamo ribištvo oziroma ribolov, zato da lovimo ribe z nižjega trofičnega nivoja in z njimi krmimo potem ribe, ki so na višjem trofičnem nivoju, kot recimo tuni v akvakulturi, ne. Ker potem ne moremo reči, da smo porabili 10 ton ali pa 100.000 ton malih pelaških rib, ki so jih ulovili za hranjenje tunov, nismo jih porabili za hranjenje ljudi, kar bi bilo mnogo bolj ekonomično in tudi po mojem mnenju moralno opravičljivo. Seveda v akvakulturi, ki je nek tak nadzorovan način pridelave, ker ribištvo ima izjemno veliko negotovosti, ulov je nepredvidljiv in odvisen od veliko dejavnikov v morju, akvakultura ima velik potencial v gojenju organizmov z nižjih trofičnih nivojev, recimo nevretenčarjev. Seveda v naših razmerah je to nekoliko težje, veliko je tega takega gojenja tam, kjer so lagune in mangrove, pa vendar bi se nekaj teh praks najdemo tudi pri nas, kot je recimo vzgoja školjk. In jaz mislim, da je to en dober primer in da imajo tudi dober poslovni model, ker vključujejo, se pravi, vzgojo školjk, potem vključujejo pripravo hrane, potem se povezujejo s turizmom, se pravi, ljudje si lahko tudi to ogledajo in se poučijo, naučijo in na ta način dosežemo tudi ta drugi vidik, da ljudje razumejo, kako poteka pridelava hrane in jih potem na ta način tudi osveščamo in mislim, da tisti, ki razume, kako se prideluje hrana iz morja, bo tudi skrbel potem za to okolje, ga bo tudi skrbelo, kaj se s tem okoljem dogaja. Če lahko dodam, Roberto, na kratko, Ja, prosim, ja. Samo dva insekta. Torej, školjke so okolju najbolj prijazno pridelana beljakovina trenutno in je v bistvu tudi vsebnost beljakovin v školjkah zelo velika. Žal imajo lahko pri določenih uživanjih stranske učinke, ampak tudi alkohol ima lahko stranske učinke v bistvu pri uživanju, tako da to ne bi smelo biti ovira za njihovo uživanje. In drugo, kar je pa se nekoliko Andreja dotaknila, ni povedala pa z ekonomskega vidika, torej res je, problem je, zakaj nastajajo v bistvu ribogojnice, zaradi tega, ker je za potrošnika nesprejemljivo, da pride v restauracijo in da mu danes reče, danes pa orad nimamo, ker je slabo vreme ali pa ker jih naš ribič ni ulovil. Mislim, to je nezaslišano za nekoga, ki v bistvu danes za klikom ali dva mu prinesejo hrano na dom, nekdo celo pripedalira ali pa naredi vse mogoče za to, da se v bistvu bomo rekli, ta človek v naravi v bistvu prehranjuje. In tu mislim, da je veliko v bistvu še potrebno narediti tudi na ravni potrošnika, kajti če bi v bistvu potrošnik razumel, da dejansko lahko nekdo ponudi samo dnevni ulov in bi bilo to sprejemljivo in bi se naučili jesti več stvari iz morja, dejansko ribogojnic sploh rabili ne bi.
Ja, hvala za to razlago. Bi mogoče samo potem pa izval Petra. Mogoče samo tole, prej bilo omenjeno ta integracija med ribištvom pa turizmom. A je to res mogoče ta vidik tudi, da se tukaj pride celo do večje integracije? Torej, da ne gledamo samo ribištvo kot neko zaprto celoto, ampak da jo avtomatično povežemo še s turizmom, pa mogoče še naprej še s kulinariko oziroma prehrano. Bi ta veriga res mogoče delovala bolj trajnostno, če jo v bistvu ne režemo, pa gledamo posebej ribištvo, pa posebej turizem, pa posebej kulinariko. Kaj bi glede tega mogoče lahko povedal? A je ta integracija pravi korak v pravo smer? Ja, do te integracije dejansko prihaja, kot je prej Iztok povedal, torej povezava do potrošnika. In seveda v poletnih mesecih, ko je recimo na obali ogromno turistov, je to povsem normalno, da je ta vez zelo močna. Zdaj, izven sezone pa iščejo druge kanale, kako to prodati. Eno od teh je recimo tudi Slovenskega morja, precej gre na italijanske tržnice v Trstu, oziroma v notranjo Slovenije, recimo Ljubljana je eno tako območje, kamor to dejansko gre. Mislim, da poletje je to povsem normalen proces, da pride do tega in da to bo se verjetno še bolj krepilo, ker prihajajo turisti, ki to želijo. In obstaja povpraševanje dnevno, kot je prej bilo rečeno, ker ne gre za to, da je zdaj izven sezone, sicer ni tako dnevno, ker je dobava, ne vem, nekajkrat tedensko, recimo v te supermarkete in podobno, drugače pa v poletnih mesecih je pa to normalno, da je dnevne. Torej mislim, da to je nekaj takega, kar je tudi višja dodana vrednost in kratki ponudbeni kanali, kot je Andreja prej omenila. Ja, hvala. No, Peter, zdaj bi pa izval tebe. Veliko smo zdaj govorili o Sloveniji, ne? Povedali smo, kako gledati na to obalne občine, kaj delajo obalne občine, Iztok povedal. Slišali smo o ribištvu, kar sta povedala kolega Bojnec pa kolegica Ramšakova. Kako je pa to širše, kako je to v Mediteranu, Sredozemlju, kako to delajo nam sosednje države? So boljše od nas, slabše, jih lahko imamo kot zgled ali se raje omaknemo od njihovih politik? Kako to zgleda izven, bi rekel, naših meja, no? Ja, če smem, bi rekel, malo komentirati, biti malo pikar. No, govorili ste predvsem o obalnih občinah, ne? Medtem ko vsaj v nekem inovacijskem smislu je modra rast v Sloveniji treba gledati mnogo širše, ker večino tehnologij, ki so, bi rekel, povezane z modro rastjo, nimamo na obali, ne nastajajo na obali, ampak so, bi rekel, bolj ali manj v središču oziroma povsod drugod po Sloveniji, ne. In če se smem še malo pošaliti, prej je profesor Bojnec lepo rekel, še sardele pakiramo v pivki, ne pa v Izoli več kot nekoč. Ja, zdaj, kar se tiče, bi rekel, širšega pogleda, ne vem, težko bi rekel rečem, pa nimam takega dobrega vpogleda, kako konkretno delajo drugod, ampak vsaj na ravni Mediterana in pa tudi Adriona bi te zadeve radi malo nekako skoordinirali in zagotovili neke, bi rekel, enake pogoje oziroma enake ukrepe za, bi rekel, doseganje te se pravi, modre rasti oziroma njeno izrabo. Konkretno na Mediteranu, prav naslednji teden v okviru enega projekta, ki ga izvajamo, Blue Biomed, bomo prav to vprašanje, recimo, ki ste zdaj odprli, akvakulture, bomo nekako začeli naslavljati v smislu, kakšni so pravzaprav potrebna usklajenost politik zaradi tega, da bomo dobili neko vrsto usklajenega pristopa do trajnostne akvakulture na celotnem Mediteranu. In takrat bo recimo ena taka priložnost, ko bom lahko se tudi v končni fazi tudi sam, bi rekel, poučil o tem, kako te stvari delajo, ne vem, na primer v Španiji, Grčiji, na Malti ali pa kje drugje. Tako da, bi rekel, podobno delamo tudi v končni fazi z Istokom, na projektu Blue Biomed, ko te inovacijske politike usklajujemo na ravni jadransko-jonskega prostora, in tudi ta projekt je nekje šele na začetku,
in tudi tam bomo v bistvu kasneje oziroma skozi projekt, bi rekel, lahko boljše. Jaz nisem, pa če se ukvarjam z inovacijskimi politikami ali pa z njihovim usklajevanjem, jaz ne poznam, bi rekel, razmer konkretno na področju posameznih sektorjev ali pa posameznih dejavnosti znotraj modre rasti v posameznih državah. Zato ste verjetno, ne vem, verjetno na NIB-u recimo ena taka ali pa na drugih inštitucijah, kako da je. Naša namera je pravzaprav, da te zadeve čim bolj povezujemo, se pravi, da z nekim usklajenim pristopom, ker pa seveda imamo eno morje, ko govorimo o Jadranu, govorimo o enem morju, ko govorimo o Mediteranu, pravzaprav tudi govorimo o enem morju in tukaj meja nekako ni, oziroma je to mnogo bolj, bi rekel, prehodno, mnogo bolj tekoče, kot je to recimo na kopnem, da v bistvu mogoče dosežemo neke napredke skozi neke usklajene pristope. Ko govorim politika, seveda ne mislim samo na neke policy makerje, se pravi na neke snovalce ali pa izvajalce nekih politik, govorim pravzaprav o nekih usklajenem pristopu vseh inovacijskih akterjev, torej od policy makerjev, raziskovalnega sektorja, biznis sektorja in pa seveda celotnega spektra neke civilne družbe, nevladnih organizacij in podobno. Tako da, bi rekel, zelo težko odgovorim direktno na to vprašanje, kje delajo boljše, kje delajo, od koga bi se mogoče lahko učili, vsaj v tem trenutku, ker pač teh podatkov še ali pa nimam, ne poznam. Relativno nov sem tudi na, bi rekel, področju modre rasti, to je neka stvar, s katero se ukvarjam, oziroma malo bolj posvečam v zadnjem času, tako da mogoče bi tukaj še kdo drugi kaj pokomentiral. Ja, kdo mogoče znotraj vaših projektov delal, identificiral ali pa poznal mogoče kako državo, ki bi jo veljalo omeniti kot recimo nek primer dobre prakse ali pa mogoče kako rešitev, ki so kje vpeljali? Jaz mislim, da bi rekel tako, verjetno so različne države na različnih področjih. Jaz lahko pomagam ali ne vem, če je hotela Andreja mogoče še kaj dodati. Zdaj, če ostanemo pri ribištvu in ribiški dejavnosti, je nekaj dobrih praks, oziroma projektov, ki so vodili k dobrim rešitvam v Sredozemlju. Recimo, kot takega bi omenila, ki je potekal v Kataloniji, kjer so skupaj z malimi ribiči se dogovorili in jih pritegnili v upravljanje pri ribolovu glavonožcev. In tako mali ribiči sodelujejo skupaj z raziskovalci, z nevladnimi organizacijami in pa z ministrstvom. In uspeh je res velik, zato ker so dosegli potem tudi, da mali ribiči so popolnoma vključeni v soodločanje, v sprejemanje ukrepov in se potem tudi teh ukrepov držijo. Enako se je izkazalo v nekaterih zaščitenih območjih v Sredozemlju, kjer so bili mali ribiči vključeni, so potem ti ukrepi se boljše izvajali, so jih bolj spoštovali. Ker so se skupaj dogovorili, se pravi, kje bo ribolov potekal v določenih puferskih conah. Potem je ena taka lepa praksa tudi, recimo majhna ribiška vas Trikaze na jugu Italije, kjer je v bistvu ribištvo skoraj da izumrlo. In potem so skupaj z nekaj domačini naredili muzej ribištva, votline, ki so jih tam uporabljali za shranjevanje različnih dobrin, so preuredili v turistične kapacitete, mladi ljudje so se odločili za ribolov, Univerza v Lečah ima tam tudi svojo raziskovalno postajo, potem zelo so povzdignili kulinariko, pripravijo lokalne jedi. Recimo, to je nekaj takih primerov, potem je tudi razvoj lokalnih blagovnih znamk, ki pomagajo pri prepoznavanju ribiških proizvodov, bodisi kot so školjke v Franciji, potem razvoj multitrofične akvakulture in pa seveda nazadnje moramo omeniti, da je zelo pomemben prenos znanja. In recimo en tak dober primer prakse so poletne šole, ki jih organizira skupaj z italijanskim partnerjem, z Institutom za geofiziko iz Trsta, še Sredozemske univerze, ki ponujajo
taka znanja, ki spodbujajo modro rast, če uporabim ta izraz. In to se mi zdi zelo pomembno in mislim, da se bo profesor tudi strinjal. Ugotovili smo v naši raziskavi, ki smo jo izpeljali, da dejansko manjka znanj z tega področja v našem prostoru, v slovenskem prostoru. In da je tukaj treba narediti še veliko, ne. In potem se bo verjetno lahko razvilo tudi, bolj razvila ta dejavnost in ne bo obsojena na propad ali pa na počasno umiranje. To se mi zdi res zelo pomembno. Tudi moja izkušnja skozi en Interreg projekt, ki smo ga imeli z italijanskimi partnerji, ne, kjer je ribištvo in akvakultura večja kot pri nas in vztrajno iščejo, se pravi, partnerje za sodelovanje pri nas, da bi razvijali skupaj v tem prostoru inovacije v ribištvu in v akvakulturi. Iztok, mogoče še kako dopolnitev na to? Ja, jaz sem želel v bistvu tudi na še eno komponento in mogoče se z ribištva premakniti še na eno komponento trajnostne modre rasti ali modrih politik, in sicer prostorsko planiranje na morju. To je ena izmed pomembnih komponent, ki tudi začrta dejavnosti in kam si želi kakšna država razvijati. No, in tukaj v bistvu, tako kot je veliko Andreja malih mest omenjala, tukaj tudi so dobre prakse v bistvu v malih državah. Tako da tukaj je prilika za Slovenijo in zato mi zelo poudarjamo to tudi na slovenski ravni, ker velike države in tiste države, ki imajo veliko morja, v bistvu ne rabijo toliko premisliti, kam bojo vsak kotiček modre rasti izrabili za to, da je trajnostni in uravnotežen razvoj. Tako da odgovor je definitivno Belgija. Belgija je ena prvih držav, ki je imela tudi sprejet pomorski prostorski načrt zaradi utesnjenosti njenega morja med drugimi državami Beneluxa. Zelo podobna zgodba Islandija, v bistvu to tudi pač poznamo, da niso želeli v bistvu vstopiti v Evropsko unijo zaradi tega. In v našem, bomo rekli, jadranskem bazenu je Črna Gora. Črna Gora je tudi, smo jo pred leti v Izoli gostili njihov primer prostorskega razvoja in to je bila prva država v Jadranu, ki je imela za določen del morja, oni niso sicer za celo morje naredili, so naredili samo za Bokokotorsko prostorski plan izrabe tistega območja. Torej, če je mogoče za tiste, ki nas gledajo, poslušali, pa bojo še gledali, povem, to je v bistvu podobno, kot bi v prostoru na kopnem začrtali, kje bojo industrijske hale, kje bo gospodarska dejavnost, kje bojo naselja, kje bojo velike prometnice. No, tako se je tudi na pobudo Evropske unije, v vseh državah Evropske unije, morajo do sredine letošnjega leta vse države narediti prostorski načrt za morje, pomorski prostorski načrt, in to bo nadaljnja spodbuda tudi za večje sodelovanje, jaz mislim, v Jadranu. Toliko pač v bistvu o dobrih praksah, torej Belgija, Črna Gora, Islandija, to so države, ki lahko jemljemo nam za vzor in upam, da nekoč bo lahko kdo rekel tudi Slovenija. No? Lahko nekaj jaz tole dodam še, ker je bila omenjena tudi Boka Kotorska. Torej, Boka Kotorska je zelo specifična, ker je podobno kot Dubrovnik vključena pod UNESCO. In seveda so veliki pritiski na to okolje strani, ne vem, raznih investitorjev. In na ta način dejansko poskušajo nekako zavarovati te pritiske na to okolje. Torej tudi Slovenija ima, kot je bilo rečeno, zelo majhne te resurse in pritiski so vse večji. Torej praktično se cela obala želi pozidati, če verjetno, da so take težnjene. In v Boka Kotorska je recimo stari del, ki je zavarovan, torej ima tudi zelo bogato zgodovino. In so bile težnje in pritiski, da bi se tam gradilo, torej, ne vem, razni hoteli in podobno. In na ta način dejansko poskušajo to zavarovati.
ampak tudi sami mi vidimo, da so pri nas veliki pritiski, verjetno isto, bistveno več kot jaz glede tega, Ja. torej za različna območja na obali, da bi so interesi strani različnih deležnikov, ki seveda bi želeli biti na zelo dobrih lokacijah. Ja, absolutno. In Črna Gora vemo, da ne samo Boka Kotorska, ampak tudi Budva in druga območja obale so dejansko rezultat tega, kaj lahko naredi rast brez trajnosti. Tako. In tega Črnogorci niso hoteli ponoviti v Boki Kotorski in so še pravočasno zavarovali to območje. In to pravim, da je tudi v Sloveniji ključnega pomena, da nas je Evropska komisija prisilila v ta pomorski prostorski načrt, kajti vemo, da občine, v bistvu mislim, da obstajajo samo še 4 občine, ki nimajo temeljnega akta prostora, to je pač v bistvu OPN, in sicer Koper, Izola in Piran, ter še ena manjša občina v notranjosti. In tukaj vidimo, da v bistvu kakšna je lahko moč v bistvu tega razvoja, da do tega pride. Sedaj pa je tudi država v bistvu prisilila te občine, da to naredijo. In v Izoli imamo zdaj v bistvu iniciative, tudi ki si prizadevajo, da določeni deli, kljub temu, da so že omejitve v samem dokumentu, da bi bili še manj pozidani, kar v bistvu vidimo, da je osveščenost pri prebivalcih zelo velika in je to posledica tudi neizmerne rasti turizma, ker praktično, da ne govorimo o Piranu, ampak tudi Izola zelo podobno postaja v ključnih turističnih mestih praktično neprehodno. Tako da tukaj se dogajajo pozitivni premiki, jaz mislim. Hvala. Znači, če mogoče malo povzamem to, kar sem razumel glede dobrih praks, se mi zdi, da so bili nekako izpostavljeni 3 pogoji, tako sem nekako si zapisal. Eno, da je potrebno v bistvu povezovanje različnih deležnikov, torej da ne gre to zdaj, da v bistvu samo ena skupina deležnikov pa lahko razvije, ampak tako, ko so bili primeri, vedno je bilo, v bistvu so bili različni skupini deležnikov, ki so nekako našli skupni interes. Drugo, da je potrebno v bistvu malo razmišljati to, kar pravijo, bi rekli Angleži, out of the box, torej iskati rešitve tudi tisti, ki niso mogoče bile ali pa so znane v določeni panogi. Pogledati mogoče malo ven, malo čez neke planke, neko mejo in pa tudi zagotoviti nek prenos znanja. To pa mislim, da je ta ekosistem, ki bi mogel to zagotoviti, zato da bi lahko prišli do nekih dobrih praks. No, zdaj, ko ste pa začeli, ko je v bistvu profesor Bonec, pa tudi ti si začel, zdaj se glede na to, da tudi sam živim na obalnem področju, vem, da je ta želja po nepremičninah, po pozidavi in tako naprej prisotna. In odgovor tistih, ki to nekako, bom rekel, nekako tiščijo, je to, da je to pač nek vidik zagotavljanja nekega ekonomskega razvoja obalnega pasu, ki če do tega ne bo prišlo, bo pač drugih aktivnosti češ ni in bo to potem vse skupaj nekako ne bo bilo tistega razvoja, ki bi sicer bil možen. Me samo zanima tako, če bi zelo na kratko, če bi tej skupini lahko odgovorili na te njihove kritike, lahko v bistvu obalne občine tudi brez teh dodatnih pozidav in tako naprej, si pravzaprav lahko še vedno zagotovijo enako, bom rekel, rast, odpiranje novih delovnih mest, razvoj, kot s tem, oziroma mogoče še boljše. Kakšen bi lahko odgovor oblikovali tem skupinam, torej tem deležnikom? Mi lahko pomagate oblikovati nek odgovor, oziroma kako bi jim vi odgovorili na te njihove pomisleke? Ja, tule gre v precejšnji meri za pritiske vikendašev, verjetno. Torej, to je en način, ki bi verjetno želel to pozidavo. To je bolj ali manj, kot sem prej omenil, sezonskega značaja. Torej, ljudje prihajajo v določenem času. Torej, kar manjka na obali, je neka trajnostna zaposlitev. Torej, Koper je imel včasih, je bil Cimos, je bil Tomos, ki je bilo ne samo znano v Jugoslaviji, ampak tudi v, recimo, ne vem, bivših socialističnih državah. Če se s temi ljudmi, ki so recimo moja generacija, pogovarjam, oni poznajo to, ker so to imeli, oboje je bilo, in Cimos in Tomos je bil tam, torej tega ni.
oziroma je v bistveno manjši meri. Torej nekaj manjka takega, kar bi mogoče se navezovalo na dodelavne posle, recimo, ali pa na višjo dodano vrednost v povezavi z Luko Koper, ali pa neke take aktivnosti, kjer znanje obstaja. Recimo verjetno tega znanja, ki je bilo v Kopru, je precej izginilo. Jaz vidim tudi Maribor ima podobne težave. Maribor je imel ogromno tega znanja in jaz sem kar nekaj precej sodeloval tudi z Gradcem in je to precej bilo tisti, razen tisti, ki so šli v penzijo, tisti so itak, ampak mladi so pa precej sedaj se zaposlili v Avstriji. Torej, avstrijska Štajerska in Gradski je ena najhitrejše rastočih območij v Evropi, ne samo v Avstriji, ne. Precej gradi na tem sedaj kadru, ki prihaja tudi iz Slovenije. Torej, nekaj takega, recimo, ne vem, če nismo sami v sodelovanju s kom drugim tudi. Pritiski na okolje pa bodo, ker je to tudi druge, recimo, in sedaj vprašanje jih, kako jih omejevati oziroma kako neko ravnotežje v tem prostoru najti med različnimi deležniki, ki pritiskajo na isto območje. Če lahko potem, Peter, verjetno bi tukaj rabili pač nek širši ekosistem, ki bi generiral ponovno te sposobnost tega odpiranja nekih delovnih mest, ki bi imeli bolj trajnostni značaj. Kaj bi mogoče iz tega vidika lahko dodal? Ki bi seveda potem posledično reševal tudi problem, rekel, modre rasti, a ne? Ja, seveda, mislim, da ima Obala kar nekaj dobrih prednosti, tudi bi rekel vizavi drugim področjem v Sloveniji, ne samo, ko govorimo o morju, seveda, ne, absolutno, ampak tudi sicer, ne. Bi rekel, znanja nekaj je, mislim, tudi to, kar je profesor Bojnec rekel, ne, da se ga je marsikaj izgubilo, ampak verjetno ga je še marsikaj ostalo. Drugi stvar, imamo Trst, imamo mesto s 300 tisoč, koliko, 200 tisoč ljudmi zraven, ne, ki je de facto neko skupno območje, ki se ga da v bistvu bolj povezati, navezati in tako dalje. Govorimo o tem severnem delu Italije, ki je, bi rekel, sploh eno od najbolj propulzivnih področij v Evropi, ne, recimo, navezavo na tole. Imamo seveda inštitucijo znanja, univerzo na Primorskem in podobno. Ne. Ja, mogoče bi rekel, res razmišljati o uvajanju nekih, mislim, pripeljevanju nekih novih tehnologij, ki bi rekel, bi to področje modre rasti, bi rekel, še dodatno okrepile. Na tem področju, tudi bi rekel skozi, mislim, da so bile, vsaj včasih sem bil malo bolj vpet glede na to, da sem Kraševec tudi, bi rekel, neke razvojne pobude, ki so se dogajale na področju južno-primorske regije. Vem, da so bili tam predvideni celo, mislim, da neki tehnološki ali podobni parki, ne. Se pravi, mogoče za samo izgradnjo nekega ekosistema, ne, povezovanjem v bistvu vseh teh akterjev in podobno, bi rekel, pač probati doseči ta razvojni preboj tudi naprej, ne, in v bistvu zagotavlja to trajnost, ki ni odvisna samo od, bi rekel, ne vem, turizma in pa mogoče logistike, ki jo zagotavlja Luka Koper. Luka Koper je definitivno velik player in na njo se je treba, bi rekel, v neki regionalni ekonomiki verjetno osredotočiti, mogoče je celo nek pusher nekih sprememb ali kakorkoli, ne. Tako da ja, mislim, da je kar veliko potencialov, ne, nekaj za narediti, pač verjetno povezati bolj vse te deležnike v neko koherentno in delujočo skupnost in pač probati v bistvu neke rezultate skozi to dobivati, no. Ja, po drugi strani pa nekoliko zmanjša ta pritisk na obalo z izobraževanjem pač ljudi, da vsak pogleda na morje pač ne bo mogel imeti. In da v bistvu z prostorskimi plani se pač umestijo novogradnje bolj v zaledje mest. To pa sicer malo geografija nam nagaja, ne, ker v bistvu Šavrinski hribi in tudi Kraški rob nam ne pomaga, da bi bilo potem lahko to povezati z nekim javnim transportom, ker zdaj v bistvu, če pogledamo tudi prometno konico Kopra, dejansko se dogaja v Bertoki, ker zjutraj in ne več toliko med centrom mesta in spalnim naseljem Markovec ali Olmo, ker je za tudi neko prometno politiko plačevanja parkirnin dejansko mesto uspelo, da se ljudje na alternativne načine z javnim prevozom ali peš pač odpravijo do centra. Ampak tisti, ki živijo dlje, pa nimajo enega pametnega
javnega prevoza, da bi lahko pač dostojno živeli tudi na podeželju. In tukaj bo potrebno tudi interdisciplinarno pristopiti, ker vidimo, da je to zelo povezano z prometom, z planiranjem tako na kopnem kot na obali. S tem, da v bistvu moramo tudi se zavedati, da ko mi govorimo priobalni pas, mislimo nek ozek pas, na ravni Evropske unije priobalni pas pomeni tudi do 100 kilometrov od morja v notranjost. Tako da tukaj, bom rekel, je kot je bilo uvodoma povedano tako z strani Andreje kot Štefana, je veliko potrebno še usposabljanja tudi pri odločevalcih in planerjih prostora, da bi se stanje izboljšalo. Mislim, da Slovenija kot majhna država, kot smo prej naštevali, ima priliko, da je tukaj neka zvezda med ostalimi. Naj samo mogoče omenim, predno grem tole. Ja, tole zavedanje, kaj je obalni pas, ne, v Španiji, mesto, ki je oddaljeno od morja približno kot Postojna, ne, meščani govorijo, da živijo pri morju, ne, če pa mi predstavljali, da bi Postojčani rekli, da živijo pri morju, bi se jim verjetno smejali, ne, mislim, bi rekli, da to pa res ni nekako resno, ne, kaj govorijo. Toliko o zavedanju teh distanc in razdalj, ne. No, jaz predno bi v bistvu zaključil z našo okroglo mizo, bi pa pozval samo še eni taki nalogi. Jaz bi vas prosil, no, če lahko v bistvu v enem stavku daste v bistvu en svet, eno navodilo odločevalcem, torej bi rekel tistim, ki razvijalcem politik, kaj bi morali po vašem mnenju narediti v naslednjem koraku ali po bližnji prihodnosti, da bi na področju modre rasti Slovenija šla en korak dalje. Če lahko v enem stavku vsak pove, kaj bi on jim povedal oziroma kaj bi jim predlagal. Pa bi dal mogoče besedo najprej dami, če smem, pa bi Andreja najprej dal tebi besedo, pol pa kolegom. Jaz bi svetovala odločevalcem, da spoštujemo zakonodajo, okoljsko zakonodajo, ki jo imamo, in da so seveda vsi deležniki vključeni v soodločanje. In mislim, da edino na ta način lahko dosežemo, da zavarujemo morsko okolje, da se upremo pritiskom in da bomo lahko imeli še naprej prostor, v katerem bomo, se pravi, iz katerega pridelujemo hrano in ki nam nudi tudi, se pravi, rekreacijo, užitke, se pravi, naš duhovni razvoj tudi. Hvala. Iztok? Razumeti, da bi jih svetoval, da razumejo, da slovenska Istra ni sestavljena samo z obale, ampak ima tudi zaledje in morje. Hvala. Štefan? No, jaz bi se pridružil, kar sta prej povedala, torej nekako te pritiske je potrebno uravnovesiti med različnimi deležniki, ki so te prisotni, in da se nekako tudi poskuša vključiti zaledje, torej da ni samo ozek obalni pas tistim, ki je ključen, ampak da je vse, kar na to gravitira, prav tako pomembno. In to, kar sem tudi nekajkrat že rekel, rabi se tudi neke druge dejavnosti, ki bodo zagotovile trajnostno zaposlenost bolj, torej ne samo sezonsko, ampak da bo tudi nekako ohranili ljudi, ki tle živijo, ne samo kot vikendaši. Hvala. Peter? Ja, z mojega vidika v bistvu vključiti modro rast oziroma trajnostno modro ekonomijo bolj v slovensko strategijo pametne specializacije, ki je zdaj v fazi revizije. Mi imamo posamezne tehnologije, ki so, bi rekel, tako raztresene po različnih prioritetah in fokusnih področjih, žal pa to ne omogoča v bistvu nekega kvalitetnih izgradnje nekih verig vrednosti, ki mislim, da so tudi v našem prostoru možne. Prav, jaz se vam vsem prav lepo zahvaljujem. Jaz mislim, tako moje mnenje, no, zdaj upam, da delite z menoj, je, da pravzaprav smo odprli kar eno kopico vprašanj, ki po mojem vedenju se z njimi že nekaj let ukvarjamo na obali in širše, pa še nimajo po mojem mnenju čisto zadovoljivega odgovora oziroma tako lahko sklepamo in bi verjetno za razpravo o tem potrebovali mnogo širši, bomo rekel, krog udeležencev,
ki bi verjetno se lahko usedli skupaj in skušali poiskati nek skupni interes, ker se mi zdi, da se velikokrat smo se ponavljali na nek način, da ta dialog med deležniki, povezovanje deležnikov, da je to ključ. Zdaj ne vem, ali moram sprejeti to dejstvo, da mogoče s tem imamo v Sloveniji včasih tudi težave v tem povezovanju različnih deležnikov, ali pa to, da to nekako deluje, ko je to nekje v nekem omejenem obsegu, neke skupnosti, ko gre pa to širše, pa mogoče ne tako dobro. Ampak zagotovo se mi zdi, da vse ta vprašanja, ki smo jih načeli, zahtevajo en širši dialog. Od povezovanja obalnega pasu z zaledjem do to, kar je bilo povedano, delovnih mest, ki niso samo sezonska, ampak so dejansko celoletna, do vključevanja, upoštevanja zakonodaje in tako naprej. Se mi zdi, da tukaj, če ne bomo našli jezika z različnimi skupinami deležnikov, se bojim, da bomo še nekaj naslednjih desetletij iskali odgovore in po mojem jih ne bomo dobili. Tako se mi nekako zdi. Seveda, jaz upam, da jih bomo, da se razumemo, ampak zdi se mi, da obstaja ta bojazen. Tako, jaz bi rekel, da še enkrat se zahvaljujem. Želim vam lep dan, eno lepo, za tisti, ki ste v obalnem pasu, kot ga mi razumemo, lepe užitke ob morju, vsem ostalim pa tudi drugače in da boste ta današnji dan, ki je noč raziskovalcev, mogoče se udeležili še kakega drugega dogodka in tudi tam v bistvu se poslušali kakšne dobre misli, tako kot smo jih danes mi razvili skozi našo okroglo mizo. Tako, še enkrat hvala vsem in lep pozdrav. Hvala. 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 Lep pozdrav.